Lep pozdrav vsem radovednim, ki ste se odločili pogledati tale video o ETL-u. ETL je proces, ki nastopa v podatkovnem skladiščenju in v principu pomeni prenos podatkov iz ene strani v drugo. Ena stran je običajno aplikacijska stran, kjer so podatki shranjeni po principu, ki so pomembni za aplikacije. Druga stran je podatkovno skladišče, kjer so podatki shranjeni po principu podatkovnega skladišča. Tale kratica ETL pomeni, je okrajšava za extraction, no, kaj me je extraction, transformation, in load. Kot samo ime pove, se podatki na eni strani ekstrahirajo, se pravi, se izvlečejo iz osnovnih aplikacij, kjer sedijo, se transformirajo, se pravi, se preobrazijo in se nato napolnijo v podatkovno skladišče. No, pa si pogledamo tole malo bolj natančno. Tole izbrišem in si klopim nekaj drugega. Podatkovno skladišče ali pa kompletna realnost informacijska ponavadi za aplikacijo oziroma za organizacijo, ki nima ali pa ki ima podatkovno skladišče, ne glede na to ali ima ali nima, izgleda na nek takšen način. Tukaj so neke aplikacije, ki jih tukaj zdaj schematsko prikažem v različnih oblikah, s čimer želim pokazati, da so te aplikacije ponavadi različne med sabo. Recimo, to so lahko aplikacije, ki so v organizaciji, recimo, če govorimo o banki, banka je najbolj značilna za to okolje ali pa ena bolj značilnih, lahko imamo tukaj recimo aplikacijo za TRR, pa aplikacija za kredite. Skratka, lahko so aplikacije v isti banki, lahko pa gre za aplikacije, ki so zunaj organizacije, recimo Banka Slovenije ali pa Reuters. Skratka, tu so neke aplikacije, ki jih rečemo razmejimo, tale svet, in temu svetu rečemo aplikacijski svet. Tukaj noter so podatki principialno organizirani na tak način, da jih je potrebno čim manj vpisovati. No, na drugi strani pa imamo neko zadevo, ki je rečemo podatkovno skladišče, kjer so stvari čisto drugačne. To, kar je principialno drugačno, je to, da v tem podatkovnem skladišču stvari niso več med seboj različne, ampak so zelo podobne, oziroma če ne, skoraj enake. Pa si narišimo več teh, ki so ena drugi na las podobne. Ta oblika, ki jo tukaj rišem, se imenuje oblika zvezde in ima poseben en pomen, ki ga bom pojasnil v drugem videu o teh zvezdah, bom tam več povedal. Tokrat se bomo ukvarjali z tem, kar je tukaj vmes. Če se spomnite, naslov tega poglavja oziroma tega videa je bil Extraction, Transformation, Load. No in ta Extraction, Transformation in Load je to, kar se dogaja tukaj vmes. Se pravi, na levi strani imamo aplikacije, na desni strani imamo podatkovno skladišče, če ga še enkrat označim, se pravi podatkovno skladišče, po angleško Data Warehouse, vmes pa je ETL. ETL je tisto, kar prenaša podatke, se pravi iz tega iz aplikacijskega področja v področje podatkovnega skladišča. Od tukaj se podatki ekstraktajo, extraction, tu se podatki spremenijo in ko so spremenjeni, se napolnijo. No, ta zadeva extraction, transformation, load pa tipično poteka v večjih fazah. Če še prej malo skočim na eno podpoglavje,
bom rekel, da mi, ki se ukvarjamo, ki smo specialisti za podatkovno skladišče, smo zaenkrat zmodelirali 2 podatkovna skladišča in eno se imenuje bančno integralno podatkovno skladišče, BIPS. Naše imeno je vedno tole, kar smo mi, BIPS PIC. Drugo pa je projektno podatkovno skladišče, PIC. PIC je podjetje, ki se s tem ukvarja. To je samo toliko za intermezzo, kar pomeni, da vse, kar bom tukaj povedal, se bo na nek način nanašalo na to, kako mi to počnemo. In tudi v drugih videih, ali pa mogoče tudi že v tem, ko bom pokazal, kak demo, je demo iz enega izmed teh skladišč. No pa si poglejmo pobližje tale prostor tukaj vmes, ki ga označuje ta kratica ETL. Tukaj praviloma poteka transformacija podatkov na nek takšen način. Recimo, kar je pomembno, da je tukaj za vsako od teh aplikacij poteka transformacija ločeno in to transformacijo obdeluje en vmesnik. Ta vmesnik tipično polni tabele, si pobere podatke tukaj ven in polni tabele po nekih fazah, dokler teh tabel ne oblikuje na tak način, kot morajo biti v podatkovnem skladišču. Se pravi, dokler ne dobimo tele oblike, kot jo imamo narisano tukaj desno. Rečemo, da je to vmesnik faktur. Poleg tega lahko imamo vmesnik, ki recimo prenaša transakcijske račune. Ta prav tako na isti način polni zadevo, po podobnih fazah, dokler zadeve ne pripelje tako daleč, da ima takšno obliko, to obliko zvezde, kot je značilna za naša podatkovna skladišča. Temu smo rekli, da bo recimo TRR. To sem malo slabo napisal, ponovim še enkrat. TRR. Pa ne rišemo še enega. Recimo kreditni vmesnik. Dela podobno, podatke si tukaj pobere, jih preoblikuje, jih odlaga v vmesnih stopnjah, dokler ne pride do točke, ki je nekaj takega, kot mora biti v podatkovnem skladišču. Vsaka ta veja, recimo, da so to krediti, vsaka ta veja se imenuje vmesnik, se pravi, tole so vmesniki. Vsaka ta veja se imenuje vmesnik in namen teh vmesnikov je, da ločeno obravnavajo posamezne vsebine iz izvornih aplikacij in jih enotno zložijo v te zvezde. Od tu dalje pa vsi vmesniki zadevo odložijo v eno skupno zvezdo, ki je potem namenjena za končnega uporabnika, za analizo. Se pravi, tale zvezda se potem preslika točno v eno od teh zvezd tukaj. In takšna slika obstaja za vsako od teh zvezd. Se pravi, tale vmesnik načeloma, recimo, da je to zvezda, v kateri so shranjena stanja, vsi denarni tokovi neke finančne inštitucije. Se pravi, imam tukaj vmesnik za fakture, pa vmesnik za kredite, pa vmesnik za TRR in še drugi, tipično je teh lahko tudi do 50. Vsi izračunavajo svoje denarne tokove in jih odložijo v tole naše zvezdo stanj. Tale se tukaj zloži, vidite, vsak vmesnik ima svoja stanja, se pravi stanja od faktur, pa stanja od kreditov, pa stanja od transakcijskih računov in vsi ti potem zložijo svoja stanja v skupno zvezdo stanj. Rečemo tole zvezda STN. In ko je ta pripravljena, preverjena, se zadeva potem naloži v ciljno tabelo stanj, kjer je potem na voljo za pregled in analizo in uporabniki ne rabijo o tem vedeti tukaj ničesar. Kot vidimo, sem ta vmesnik, oziroma vsak vmesnik risal po posameznih škatlicah in to sem delal z razlogom. To pomeni, da je to področje, ki je tukaj, vmesno področje, rečemo področje med dvema velikima svetovoma aplikacijskega sveta, aplikacij in sveta podatkovnega skladišča,
razdeljeno na stopnje. Mi jim pravimo stopnje. In sicer rečemo stopnja E1, stopnja E2, E kot ekstrakcija, zato E1 in E2, in pa stopnja, ki je umetno razdeljena na dva dela in ji rečemo stopnja ST. Ta ST bom kasneje pojasnil, zakaj je ST. In sicer ST od vmesnika in pa ST skupno. Se pravi, ETL poteka po stopnji pri nas tipično. Stopnja E1, kjer se prenesejo podatki, to je ekstrakcijski nivo E1 ga imenujemo, in v tem ekstrakcijskem nivoju E1 se tipično nahajajo tabele, v katere se podatki iz aplikacij prenesejo ena na ena. Tipično imamo potem, malo kasneje bom nekaj povedal o imenovanju teh tabel, ampak tu so tabele imenovane po določenih principih, v imenih na koncu je pa vedno so poimenovane točno tako, kot je tukaj, kot so tabele v teh aplikacijah imenovane. Se pravi, tukaj tipično preslikamo ena na ena podatke. Se pravi, tukaj so fakture v 2, 3, 5, odvisno koliko je potrebno tabel, v takih tabelah, kot so fakture zložene tukaj v eni od teh aplikacij. V stopni E2 že izvedemo neko vrsto transformacije in si oblikujemo praviloma tabele, kot so stanja, prometi, bilance stanja in prometi IP. Potem so tu včasih še kakšne dodatne informacije, tipično recimo amortizacijski načrti. Skratka, tu so tabele že kar precej poenotene in tipično, kadar nimamo dostopa do aplikacij, kadar si ne moremo podatkov sami nabrati, podatke naročimo od tistega dobavitelja, se reče od tistega, ki je te aplikacije izdelal in predpišemo tale format. Se pravi, tu je neka vstopna točka v podatkovno skladišče, v ETL za primere, ko si ne moremo sami postreči z podatki. No, potem iz E2 se podatki prenašajo v stopnjo ST. No, ta ST bom že pokazal, kaj kasneje pomeni, ampak pomeni stage, je okrajšava za stage. Namreč, no, bom vseeno to na koncu zadržal. ST stopnja, vidimo, da vsak vmesnik na koncu svoje obdelave podatke oblikuje v to zvezdo. In ST, ki je razdeljena na dva dela, vidimo, da vsak vmesnik ima svojo zvezdo, ki se pa potem vsi podatki iz te zvezde prenesejo v skupno zvezdo. Zato tole ST področje, za njega je značilno, da so podatki torej oblikovani na tak način, kot v podatkovnem skladišču. Imamo za vsako podatkovno zvezdo, v podatkovnem skladišču imamo tudi tukaj podatkovno zvezdo, enako. Vsaka tama pa tudi svojo, rečemo temu, predzvezdo ali pa ljubkovalno temu govorimo čakalnica, predčakalnica. Se pravi, temu rečemo čakalnica. Zakaj čakalnica? Ker tukaj podatki čakajo na kontrolo. In ko so skontrolirani, se potem naložijo v zvezdo. No, skratka, to je čakalnica, to so pa predčakalnice, ki so značilne za posamezni vmesnik. Se pravi, tu noter so samo podatki za vmesnik faktur, pa podatki za kredite, pa podatki za transakcijske račune, tu so pa že vsi skupaj zmešani. No, pa si poglejmo zdaj nekaj še o imenovanju tabel. Gre malo nižje. No, še tole povem. Tipično v teh tabelah, pa v teh strukturah, ki se imenujejo zvezde, so tele stvari tukaj na sredini. Lahko jim rečemo podatki, ali pa angleško je to facts, lahko tudi mere. Te okrog so pa dimenzije in odvisnosti od tega, ali ta ETL polni podatke ali polni posamezno dimenzijo, ločujemo pri našem imenovanju med EP, ekstrakt podatkov, pa ED, ekstrakt za dimenzije. In ko bom zdaj razlagal, kako imenujemo imena, kakšna je konvencija za imenovanje tabel, bom zgolj se ukvarjal z ekstraktom podatkov. Pa si poglejmo primer za vmesnik kreditov. Se pravi, recimo, da imamo tukaj nivo E1. Na nivoju E1 se naše tabele vse imenujejo na sledeč način. Ekstrakt podatkov od kreditov. Skratka, tukaj podamo na drugem mestu neko informacijo, o katerem vmesniku spadajo te tabele. Ekstrakt podatkov za kredite, potem podamo nivo E1, E2, bomo videli, E1, E2 ali pa ST. In potem sledi ime tabele točno tako, kot je v aplikaciji. Zdaj si bom tukaj zmislil, recimo, da je to
tab KNJ, kot recimo tabela knjižb. To so tipično zelo računalniško oblikovana imena in so skrita v aplikacijah. Tale tabela tipično bi nastopala, tab KNJ bi nastopala tukaj noter. In zdaj mi to tabelo prekopiramo v tabelo, ki je v ekstrakcijskem nivoju E1 in jo imenujemo ekstrakt podatkov od kreditov na nivoju E1 pa ime tabele odzadaj. Teh tabel je lahko več, ne? Se pravi, če bi jih bilo več, bi tudi naslednja tabela imenovana bila ekstrakt podatkov za kredite, nivo E1, recimo, kaj bi lahko bile, tab POG, tabela pogodb. In tako dalje. Teh tabel je lahko poljubno dosti, pač toliko, kot jih potrebujemo. No, potem pride nivo E2 in na nivoju E2 tabele imenujemo malo drugače. Še vedno je tukaj spredaj ekstrakt podatkov, ker gre v principu za ekstrakcijske tabele. Zato, da jih lahko ločimo od ostalih, tukaj povemo, za kateri vmesnik gre, se pravi ekstrakt podatkov za kredite. Jasno, tukaj je zdaj na vrsti E2. Na E2 so tabele že bolj podobne druga drugi, vsaj po imenih, in rečemo, da so to recimo ekstrakt stanj. Tu noter bi lahko bili recimo zloženi vsi saldi kreditov. Potem za te salde bi potrebovali amortizacijske načrte, vkolikor bi želeli salde razbiti po denarnih tokovih, pa rečemo spet EP kre, E2, amo nacrt. Amo nacrt. Pa recimo knjižbe IPI, se pravi spet E-KRE, E2, IPI. Teh tabel je lahko več, ampak recimo zaenkrat toliko. No, potem pa pride nivo ST, kjer so knjižbe imenovane že na sledeči način. In sicer ST od vmesnika in pa ST od ST skupni. No. Na ST skupni imamo še samo ciljno zvezdo od tega vmesnika. Ta ciljna zvezda se vedno imenuje ST in na to zvezda, za katera gre. Se pravi zvezda stanj, pa recimo še ena zvezda prometov, pa zvezda IPI knjižb. IPI pomeni izkaz poslovnega izida, v PRM imamo tipično knjižbe, knjižbe bilance stanja. Recimo tu so lahko v bančnem modelu še zvezda zavarovanj, pa zvezda deviznih tečajev. Skratka, tega je lahko zelo dosti. Tako kot sem tukaj narisal, je teh zvezd lahko zelo dosti in so običajno vezane na določene vsebine. No, če gledamo tole slikco, je zdaj z tem ST-STN je tale ena. Vsak vmesnik ima pa svojo. In če zdaj delamo primer za kreditni vmesnik, potem imamo zdaj tukaj pri kreditnem vmesniku tabele imenovane na sledeči način. ST-STN, tukaj pa zdaj odzadaj damo tole pripomno. To je zato, ker potem, ko gledamo te tabele skupaj, običajno na nivoju E1 in E2 nas zanimajo samo en vmesnik. Ko pa smo na nivoju ST, pa nas običajno zanima to, kar je v STN-ju in nas zanima vse, kar polni noter. Zato je fajn, če so v nekem imeni, ko so imena skupaj navedena, ST-STN krediti, ST-STN TRR, ST-STN, skratka, da so vsi skupaj. Enako velja tudi za ostale zvezde. ST, PRM, krediti. ST, IPI, krediti. No in to je v tej slikci tu zgore.
To je ta ena zvezda, je STSTN od kreditov, pa taka ista za IPI je IPI, pa taka ista za PRM je za promete in te se potem zložijo v skupno zvezdo. Če si pogledamo zadevo zdaj še za, recimo še za vmesnik, kako bi bilo imenovano, recimo vmesnik TRR, bi tukaj bili spet na ekstrakt podatkov, TRR, nivo E1, recimo, pa zdaj sem zmislil kar neke tabele, recimo skupine TRR, SKP TRR, rečemo, da je to nekaj takega, pa še ena, ekstrakt podatkov od TRR-ja za E1, pa so tu recimo tab KNJ spet, tabela nekih knjižb od TRR-jev. Na nivoju E2 se te tabele že imenujejo zelo podobno kot za kakšen drugi vmesnik in sicer TRR, E2, stanja, se pravi vsi saldi po vmesnikih, pa recimo še EPP oziroma ekstrakt podatkov za TRR, za E2, IPI, drugega pa recimo ne rabimo, tu noč so knjižbe od IPI-ja. Ko pridemo na nivo čakalnice, tiste skupne zvezde, se pravi stage, se to imenuje pa že skoraj čisto isto kot na levi strani, za drugi vmesnik, STSTN TRR, to pa ni več STN, ampak prometi, TRR, vkolikor so na voljo, jasno, ne? Oziroma, ker smo tukaj rekli, zdaj nisem pisal vse knjižb, recimo tam gori še imeli promete, tukaj pa potem še IPI od TRR. Skupno pa tukaj od spodaj ni ničesar, ne? Namreč te tabele se ravno tako polnijo tu noter kot te tabele, ne? Obojni se napolnijo potem v skupne zvezde od STN-ja, te pa potem grejo dalje v ciljni del podatkovnega skladišča. Pa si poglejmo zadevo še enkrat, čisto za konec. To, kar je bilo povedano. Skratka, na eni strani imamo aplikacijski svet, na drugi strani je podatkovno skladišče. Na tej strani so podatki prirejeni, kot je potrebno v posameznih aplikacijah in načeloma nepoenoteni. Na tej strani so podatki v nekih lepih strukturah, ki jih imenujemo zvezde. Vmes je nekaj, kar se imenuje ETL oziroma nek proces, ki pomeni Extraction Transformation Load. Se pravi, podatki se potegnejo iz aplikacij, se transformirajo, se preoblikujejo in na to naložijo v končni ciljni del podatkovnega skladišča. No, v žargonu ali pa v neki poslovni praksi je kompleten ta del od tukaj na desno, se smatra za podatkovno skladišče, čeprav je uporabniku vedno vidno samo tole tu od zadaj. Podatnik, ko gleda, pa vidi podatkovno skladišče, vedno se ukvarja samo s temi zvezdami. Kljub temu se že od tu šteje za podatkovno skladišče, ker zadeva nekako skupaj spada. In temu področju od sem, pa potem od tu dalje do sem, to sta dva zelo različna področja, eden se imenuje stage, kot nek oder, kjer se podatki pripravljajo in ta zadeva tukaj na koncu se imenuje core. In zelo dosti krat boste slišali v podatkovnem skladiščenju, da so podatki v coru, kar bi pomenilo v stageu, tukaj v tem področju, kjer se podatki pripravljajo, tipično je vse urejeno, na to se pa, ko je vse urejeno, se naložijo podatki v core, to je ta load iz tega L-ja, tu od zgoraj, in ko so podatki naloženi, takrat so na voljo za pregled in analizo s strani uporabnikov.